Dober dan in lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, podcasta, v katerem domujejo vse teme vezane na kvaliteto bivanja. Danes bomo govorili o svetlobi v arhitekturi in v ta namen smo v goste povabili dva zelo izkušena sogovornika, izrednega profesorja dr. Tomaža Novljana, predavatelja s Fakultete za arhitekturo in pa Barbaro Pavlin iz Forma svetil, ki se spozna na prakso osvetljevanja. Dobrodošla in lepo pozdravljena v našem studiu in v našem Delo in dom podcastu. Dober dan. Katere so glavne napake, ki jih ljudje delajo v načrtovanju osvetlitve doma in pri izbiri svetil? Jaz mislim, da je glavna napaka v tem, da o tem začnejo razmišljati prepozno. Da je svetloba tisto, ali pa svetila so tista, ki pridejo na koncu na vrsto pri izbiri opreme, če govorimo o notranjosti. Pustimo odprt izpust, pa bomo pa že nekaj izbrali. Ne? Tako. Recimo, meni se zdi, da je največja napaka ta, da stranka misli, da ne rabi načrta osvetlitve, da bo že šla v trgovino in kupila kakšna svetila. Je pa res, da zdaj v današnjem času opažamo, da veliko kupcev, veliko strank gre do arhitektov, se odločijo za načrt razsvetljave, tako pri arhitektu ali pa potem pri nas. In s tem pridejo do nas že mogoče bolj izobraženi, in se potem lažje odločijo, vidijo, kaj je vse možno, in nekako na koncu so bolj zadovoljni. Ker nekako se mi zdi, da se še vedno pojmujejo osvetlitev svetila kot svetilo, kot tako, kot vizualen aspekt, se pravi nekega senčnika svetila. Kot neka luč. Ja, dejansko pa bi bolj mogli govoriti o sami svetlobi. Ja, se strinjam. Svetloba je tista, ki gradi prostor, ki ga sooblikuje, svetilo pač to omogoča. Jasno, z izbiro primernega svetila imamo potem več možnosti, da ustvarjamo potem tudi različne svetlobne scenarije v prostoru. Kar je pa današnji čas skoraj najbolj pomembna stvar pri razsvetljavi, da smo prilagodljivi. Da nimamo eno statično luč ali pa luč, ki ima neke fotometrične podatke, ki so nesprejemljivi, se pravi, čujem. Ampak gre dejansko za to prilagodljivost v prostoru. To prostoru lahko spremenimo tudi namen, samo s pomočjo različne oziroma drugačne razsvetljave. Recimo, nek delovni prostor, kot je kuhinja ali pa kopalnica, se popolnoma drugače osvetljuje, kot pa dnevna soba. Uporabljajo se drugi tipi svetil, tudi različne temperature barve. Ne vem, dnevna soba, ki je prostor za počitek, tam želimo neko toplo svetlobo. V pisarni, kjer moramo biti budni in nezaspani, pa potrebujemo bolj hladno svetlobo. In to nam pač različne svetilke omogočajo. Zdaj v današnjem času imamo tudi svetila, ki pač omogočajo nastavitev te barvne temperature. Kaj pa je barvna temperatura? Barvna temperatura je ena zanimiva zadeva, ki jo zelo malo ljudi pozna, ampak gre za to, da v osnovi je vsaka svetloba bela. Primerjava je seveda sončna bela svetloba in ta barvna temperatura se potem orientira na to belo sončno svetlobo. Se pravi, poznamo nevtralno belo, toplo belo, pa hladno belo svetlobo. To je zelo groba delitev. Ampak mislim, za povprečnega uporabnika svetila je to povsem dovolj. Tako kot ste vi rekli, te različne barvne temperature potem ustvarjajo različna občutja v prostoru. Ena je bolj sproščujoča, druga je pa potem bolj, storilnostno naravnana, tako rekoč, in omogoča večjo koncentracijo in iz tega je potem tudi razpoloženje v prostoru potem drugačno. Se pravi, ko gledamo na žarnici napis, to je oznaka Kelvini, je enota za merjenje barvne toplote. Če gledamo, kaj je neka ta naravna temperatura barvna, koliko kelvinov ima ta svetloba? Mislim, da zdaj v zadnjem času je recimo topla bela svetloba nekako najbolj sprejemljiva za stanovanjske prostore, generalno gledam. Seveda še vedno z nekimi nijansami, izogibati se je treba tisti, ki ima zelo poudarjen ta modri del spektra, to so tisti od 4000 kelvinov pa naprej. 3000 je pa nekako... 3000 je nekako neke vrste dober povpreček, tukaj se ne moramo zelo veliko zmotiti. Če pa želimo seveda še bolj sproščeno vzdušje, gremo pa še
nadol, se pravi proti 2700, to kot so bile včasih žarnice. Ne? No, to so pa te, Žarnice žvilno nitko. Ne? Te, ko so zdaj zelo popularne, ne, ki so izgled imajo teh starinskih žarnic. Ja, to je na vrste Ja. retro dizajn, ne, teh starih žarnic, ki so pa na let tehnologiji potem osnovane. Stranke se seveda za bivanjsko razsvetljavo, s katero se tudi mi največ ukvarjamo, se odločajo seveda večinoma za toplo belo svetlobo, 2700 do 3000 kelvinov. Zelo redko si kdo zaželi 4000. Pa še tisti, ki si ga skušamo mi nekako odvrniti od tega, v našem salonu, kjer imamo pač tudi neko posebno sobo, kjer prikazujemo strankam različne temperature, različne tipe svetila, kjer si lahko to ogledajo in vidijo, če si pač res želijo imeti doma v dnevni sobi 4000 kelvinov ob gledanju televizije. No, ena stvar je, recimo, poleg tega je pa še ta indeks barvne reprodukcije, ki je tudi zelo pomemben. To je tudi tak fotometričen podatek, ki nam pove, koliko je določeno svetilo sposobno reproducirati pravi vtis barve. Spet glede na sončno belo naravno svetlo. To je pa CRI? To je CRI, ja. In zdaj mislim, da smo manj kot 80 ne sme biti, če je 90, je že to zelo dober podatek. Se pravi, barvna temperatura, CRI, indeks barvne reprodukcije. Indeks barvne reprodukcije. Kvalitetna svetila imajo zdaj že večinoma ta indeks večji od 90. Kaj v praksi to pomeni za nekega povprečnega uporabnika? To pomeni, da ne vem, kaj jaz odprem svojo garderobno omaro in če jaz imam svetilo z dobrim indeksom in iščem, ne vem, razliko med črnimi, temnosivimi ali pa temnomodrimi nogavicami, da pri neki zelo slabi razsvetljavi jaz lahko to pomešam in ne bo razlike in lahko pridem v službo z eno nogavico črno, drugo pa temnomodro. Se zgodi. To imamo mi v biroju za vzorčenje. CRI 95, da so barve vzorcev prave. Kaj pa moč svetlobe? Včasih je bilo to, žarnica je bila pač toliko in toliko vatov in nekako ljudje se težko privajajo novim načinom poimenovanja moči. Zdaj imamo lumne, lukse. Kaj je to? Kako? Ja, to so neke fotometrične količine, zopet, ki jih je mogoče izmeriti z nekimi inštrumenti. Tako da zdaj, v glavnem, ljudje nimajo teh inštrumentov in zato bi bil potem potreben strokovnjak, tako da se danes mogoče za stanovanjsko okolje ne govori več toliko o pomembnosti luksov, mogoče lumnov, luksov ne toliko. Gre se predvsem za to, da dosežemo mi relativno gledano udobje gledanja v domačem okolju. Se pravi, da ni preveč osvetljeno, da ni premalo osvetljeno, da ne blešči, da je možnost nastavitve, ker vemo, da z leti naša sposobnost zaznave svetlobe se spreminja. Se pravi, mlajši potrebujejo manj za isto delo, starejši potrebujejo več. Zopet gremo v to smer možnosti nastavitve. Da imamo čim bolj prilagodljivo razsvetljavo. S temi konstantami, ki sva jih prej omenila, se pravi kvaliteto samo svetlobe, ne to količino, pa kvaliteto. Ker zdaj današnja LED svetila imajo dosti večji izkoristek pri neki enaki moči. Naprimer, ne vem, klasična 60-vatna stara žarnica je oddajala nekih 800 lumnov, kar danes zagotovimo z neko 8,5-vatno sijalko. Isto svetilnost in s tem pač so tu prihranki energije. Odlično. No, ampak vseeno, kakšna je recimo neka količina svetlobe, ki se predvideva? Prej smo že rekli, potrebujemo pri delu potrebujemo drugačno količino svetlobe, kot naprimer pri gledanju televizije oziroma v dnevni sobi se drugače planira kot v kuhinji na pultu. Koliko pa so te količine svetlobe, ki so potrebne za recimo neke glavne prostore doma? Tako, zelo generalno gledano, recimo za nek prostor, kjer se upravlja neko zelo enostavno delo. Recimo, manj kot 300 luksov ne bi smeli biti. Potem gremo rajš potem na 500 luksov, recimo kuhinjski delovni pult je v bistvu delovni prostor, in tam potrebujemo več, hkrati pa ne smemo imeti bleščanja, ker kuhinjski pult je potencialno nevaren prostor. Režemo, sekamo, kuhamo, pečemo in tako naprej. Tako da tam je zelo pomembno še nekaj, da ne ustvarjamo ostrih senc. Da imamo sence razpršene, mehke, to potem dosežemo z raznimi difuzorji ali razpršilci, ki
nekatera svetila jih že imajo vključene, lahko je tudi naknadno, potem naredimo. Ne? No, ampak to recimo tam med 300 pa 500 lux je ena taka ambientalna razsvetljava, ne? Hodniki imajo seveda manj, stopnice imajo manj, je tam recimo 150-200, ne? Za bolj seveda zahtevne operacije, ki pa običajno doma ne delamo, ne? Pa potem 1000. Pa... Ja. Ampak, ko govorimo o luksih, je to preračunan lumen na kvadratni meter. To je lumen na kvadratni meter. Lumen na kvadratni meter. Se pravi, moramo nekako vsoto moči vseh žarnic sešteti in deliti z kvadraturo prostora. To je prostora. v eni točki. Ja. Lumen merimo v eni točki. Zdaj, bolj pomembna količina je pa svetlost, ki se pa meri v kandelah na kvadratni meter. To je pa tisto, kar mi vidimo. Mi luksov ne vidimo, ne? Kandele pa dejansko vidimo, ne? Ki so pa spet odvisne od površine, od reflektivnosti, od barve. No, še to je, zelo velik faktor. Treba je upoštevati cel prostor. Zdaj, če imamo črno kuhinjo, verjetno potrebujemo drugačno osvetlitev, kot če imamo belo, sjajno kuhinjo. Odvisno tudi, koliko imamo visok strop. Mi lahko imamo stanovanja, ne vem, ki ima 4 metrov visok strop, ali pa neko stanovanje, ki ima 2,60 m. In potem različno pri isti svetilki, pride različna moč, različni izkoristek na delovno površino. To je res. Posebej, če imamo pa še črne stene, se še to porazgubi. Ja, veliko se absorbira tudi v črno. Ne vem, stranke ponavadi recimo gledajo, so se že podučili, da morajo gledati, koliko lumnov ima posamezna svetilka, ampak to so neke to so bruto vrednosti, koliko je pa potem neto izkoristek, je pa zopet odvisno, kakšna je ta svetilka, ali ima ta svetilka nek difuzor, ki je steklen ali plastičen, recimo, ali pa se ta vir pride direktno na samo, da direktno sveta, recimo, da ni nobenih stekelcev, umestnih filtrov. Ker LED dioda sama po sebi je zelo, zelo močna, zelo majhna tudi, in zaradi tega seveda lahko tudi blešči. In čim pa mi damo difuzor, pa seveda moč, izkoristek takoj pade. Tako. In tudi recimo, ta difuzor nam pač omogoča, da se svetloba razprši. Zdaj, nekje mi želimo imeti razpršeno svetlobo, ne vem, v pisarni, v muzeju, kjer bomo pa osvetlili neko skulpturo, pa želimo imeti skoncentrirano svetlobo, neko svetilko, ki ima ozek snop, zato da se ta, ne vem, kipec ali pa ta slika poudarja. Vedno odvisno od namena, kaj želimo s to svetlobo doseči, in temu potem sledi izbira tehnologije, ki je za te razpolaga. Ko ste omenili, da ne sme bleščati pri kuhinji, recimo, to potem nameščamo svetilke tako, da mi svetilke ne vidimo, recimo pod kuhinjskimi omaricami, mi vira svetlobe ne vidimo. Vidimo pa svetlobo, se pravi neka indirektna svetloba je v tem primeru. To je ena možnost, druga možnost pa, da že sam svetlobni gre tako difuzen, se pravi, da ni več točkast, ali pa linearen, ampak da je ploskoven. To se da danes tehnologijo doseči, v bistvu neke vrste difuzorja tudi, ki ima pa neko veliko dimenzijo in potem razprši to svetlobo, razporedi svetlobo na večjo površino in seveda posledično, da manj blešči. Še ena stvar, ko smo prej narahlo omenili, so sence, ki so pač, ko govorimo o svetlobi, moramo skoraj malo govoriti tudi o senci, ker opažamo tudi, da se pač v kuhinji načrtuje, da je stropna svetilka, pa ti delaš nekaj na otoku in si mečeš senco. Ali pa v kopalnici samo stropna osvetlitev, se pogledaš v ogledalo, imaš gube in podočnjake, kjer igra veliko vlogo senca, recimo. Ali pa v garderobi v trgovini, ker tudi je zelo dobrodošla svetloba nekako frontalna, da ne osvetli vseh slabih strani telesa. Recimo v nekaj kopalnici, se poleg stropnih svetil seveda je nujno potrebno, da se uporabi tudi neka svetilka, ki pride iz stene, ki nam osvetli obraz, zaradi tega, da se lahko potem ličimo, brijemo in vse potrebno. Ponavadi so to neke bolj difuzne svetilke, zdaj so zelo popularne neke bučke, ki razpršijo svetlobo, ali osvetljena ogledala, potem tudi LED trakovi okrog ogledal, recimo, ali svetilke nad ogledali, tako da to so nekako iz prakse. Neke svetilke, ki nam to svetlobo pripeljejo vertikalno v obraz, ker kolikor imamo mi, ne vem, neko stropno svetilko na sredini kopalnice in potem nam sveti za hrbtom, se dejansko v ogledalu ne vidimo dosti dobro.
Čeprav senca kot fizikalni pojav, ki je stara toliko kot svetloba na svetu, je nujen element vsakega prostora, ker s pomočjo sence mi zaznavamo prostor v 3 dimenzijah. Če ne bi bilo sence, ne bi tega na ta način, kot danes počnemo, bili sposobni razumeti prostora. Tako da senca sama po sebi je nujna. Koliko je pa ostra, koliko je pa mehka, koliko je močna, koliko je kontrastna, to je pa potem stvar spet posamezne funkcije v prostoru, kjer kakšni prostori dopuščajo več igranja s senco, kakšni pa manj. Senca je pa nujna sama po sebi. Če je svetloba, je tudi senca, pride eno z drugim. Eno z drugim pride. Mi skušamo zdaj, mogoče tudi na fakulteti, doseči, da je senca enakovredna svetlobi. Da ni treba, oziroma ne sme se vedno vse osvetliti, kar imamo, pa samo zato, ker imamo toliko možnosti. Ampak je treba pustiti to niansiranje, to uvalovanje med bolj osvetljenimi pa manj osvetljenimi deli prostora. Tako naredimo prostor bolj bogat, bolj artikuliran, ker arhitektura pa je artikulacija prostora tudi med drugim. No, imam en primer hkrati dobre in slabe zgodbe s senco. Recimo, ko se poudarja tekstura ene stene, bodisi kamnite ali pa opečnate, se da to zelo lepo delati svetlobo in senco. Po drugi strani se pa ista stvar lahko v slabi varianti zgodi, ko imamo, steno, ko ni čisto ravna, ki bi mogla biti ravna, pa ni. Pa se pa zgodi ena let osvetlitev, ko je ful lepo poudari to neravnost stene, ki pač... Ja, to je to. Prav, kaj je namen te sence? Ali je namen popraviti ali pa pokvariti prostor? Oba dva, seveda, zdaj odvisno od materiala, od teksture materiala, ki se nahaja svetlobno telo in tako naprej. Vse je spet odvisno od namena, ki ga pa dosežemo seveda s pravim svetovanjem na eni ali pa na drugi strani, ker pač strokovnjaki poznamo določene prednosti pa slabosti vseh načinov osvetljevanja. In moramo klientu, stranki, pač uporabniku to predočiti, kaj pomeni tako, kaj pomeni tako. Lahko si uporabnik izmisli nekaj, kar je bil v neki reviji, jaz želim ravno tako. In potem treba dopovedati, da ravno tako pač ne bo mogoče, ker je prostor drugačen, ker so materiali drugačni, ker je barva drugačna. To je včasih zelo težko. Mogoče kriva stena, ker se vidijo vse nepravilnosti. Točno to stvar razlagam, ker je bil primer investitorja, ki je želel imeti osvetljeno steno z indirektno svetlobo, pa je pač z referenco neke kamnite stene prišel, pa se je pa to naredilo na ravno steno. Ni bila več ravna. Ja, ali pa da je mojster slabo naredil na stropu, tam, ko je let trak, in potem ta stena ne zgleda več tako lepa, niti svetloba, ki vam pride, ni enakomerna. Stvar je, bolj gremo s svetlobnim telesom do stene, pa potem svetimo vzporedno, večja je ta nevarnost, da se te anomalije na površini pokažejo. Ker so sence, govorimo spet o sencah, to so neke mikrosenčke, ki so potem bistveno bolj poudarjene, če svetlobno telo bliže steni. Če ga odmaknemo, so te sence krajše. To je v bistvu fizika, pa geometrija, ampak vpliva na končni učinek. Malo smo že govorili o prilagajanju prostora s pomočjo svetlobe. Kako se to počne? Z dimanjem? V praksi. Zdaj tako, recimo, če govorimo o osvetlitvi neke dnevne sobe, ta dnevna soba ima lahko več različnih funkcij. Enkrat mi želimo v dnevni sobi imeti veliko svetlobe, zaradi tega, ker se, naši otroci na tleh igrajo z Lego kockami. V ta namen nam služi neka večja svetilka, ki nam da veliko količino svetlobe, kot je tudi 5000, 8000 lumnov. In potem lahko, ko mi zvečer gledamo televizijo, ta svetilka absolutno moteča. In takrat nam pride v poštev zatemnjevanje z dimerji, potem lahko imamo tudi različne tipe svetil v sami dnevni sobi, ker mogoče takrat, ko bomo gledali televizijo, bo ta svetilka čisto moteča, bomo svetlobo pripeljali nekje iz stene, si bomo naredili nek lep ambient, ali pa kakšna namizna dekorativna svetilka. Zato, da imamo različne funkcije, nek prostor
tekom dneva ima različne funkcije in zato imamo tudi več različnih tipov svetil, imamo tudi zatemnjevanja, imamo tudi, lahko uporabljamo različne barvne temperature, ko že zdaj tudi kakšne svetilke omogočajo. Tako da predvsem to. Poleg dimerjev se uporabljajo tudi recimo kakšni senzori v hodnikih, da se potem recimo samo svetilka prižge takrat, ko se mi sprehodimo skozi prostor. To je kakšna svetilka nižje pri tleh ali kaj ambientalnega. Tudi če je stropna svetilka, imamo nekje senzor, da mogoče samo takrat, ko gremo skozi hodnik, se ta prižge in se pač potem ugasne, ko se tam več ne zadržujemo. Recimo primerno je tudi za zunaj. Imamo neke luči okrog hiše in je večer in nima smisla, da imamo te luči potem prižgane celo noč. Lahko se uporabljajo ali na senzor, ali pa nam potem tudi že te pametne tehnologije omogočajo, vse več je zdaj pametnih hiš, kjer se delajo tudi razne scene, da se ta svetilka, ne vem, na pamet govorim, ob 8 zvečer sveti bolj močno, potem pa se ob 10 zmanjša, o polnoči se nam pa lahko čisto ugasne, in do 6 zjutraj nima kaj svetati zadnje na terasi, ker se pač nič ne dogaja. In na ta način so tudi potem neki prihranki energije. Gre za različne scenarije v prostoru, ki jih danes tehnologija omogoča. Vi lahko recimo en kompakten prostor kot neka garsonjera, recimo, ki je en prostor. V tem prostoru ustvarjate potem neke mikroambiente z različno svetlobo istočasno ali pa, tako kot ste vi omenili, v različnih delih dneva za različne potrebe ali pa uporabe spet drugačen scenarij. To pomeni, da moramo imeti vedno več svetilk in več različnih tipov svetilk. Od teh, ki so pri tleh, ki samo označujejo tla, recimo, če gremo po noči v hladilnik, smo žejni, gremo po mleko, da nam svetloba v bistvu ne uniči spanca, kar se lahko tudi zgodi, ker prekine ta cirkadialni ritem oziroma ga zmoti, in potem lahko brez problema nadaljujemo potem s spanjem. Če pa ta svetloba premočna, recimo tudi prehladna, potem nam to zmoti ta ritem spanja, kar seveda na dolgi rok je tudi zdravstveno lahko. To pa vem, imam majhne otroke, imamo nočne lučke, so tudi zelo pomembna stvar. Jaz običajno rada delam scenarije z več različnimi svetili, zdaj zelo popularnimi indirektnimi LED vgrajenimi v neko opremo, to se mi zdi taka fina stvar, da je mogoče pa to prižgano ob enih bolj umirjenih dejavnostih. Vedno pa puščam eno generalno tako, da je skoraj za operacijsko sobo močna. Ta hibridizacija svetil je zanimiva v zadnjem času, ker pač LED tehnologija to omogoča, ker LED dioda je samo po sebi majhna, zdaj imamo trakove, imamo LED plošče in se lahko gradijo praktično skoraj vsak kos pohištva. Tako da pohištvo, recimo neka miza ali pa stol, omara je lahko hkrati tudi svetilo v prostoru. No, tega mi dosti delamo pri notranji opremi, kar je pa treba seveda načrtovati dosti zgodaj. To je še ena stvar, ko je zelo pomembna, da se osvetlitev načrtuje hkrati oziroma časovno usklajeno z notranjo opremo. Da želimo imeti recimo, ne vem, v kopalnici neko kopalniško nišo, osvetljeno tam, kar imamo v tušu šampone, moramo to načrtovati prej. In če gremo mi sredi noči samo na WC, je to čisto dovolj svetlobe. Mi ne rabimo prižgati neke velike, močne stropne luči. Svetloba je hitro dovolj. Ali preveč. Ampak je pa zelo pomembno je to, da je dosti časovno primerno načrtovano, da ni pol nekih naknadnih prilagajanj, ki so seveda pač tudi finančni zalogajne. Če imamo že izvedene izpuste na določenih lokacijah, pa pol je to treba predstavljati, ker si želimo. Do nas ni več tako, kot je bilo včasih, ker je pač bil en prostor, ena luč centralno na sredino prostora. To pač vidimo zdaj še v kakšnih starih stanovanjih, ko pride do obnove, pa stranke pač potem želijo kaj drugega. Tako da ampak to je še vedno glavna predstava večine uporabnikov je eno svetilo na sredi prostora. Zdaj, mi moramo imeti v vsakem prostoru neko možnost generalne razsvetljave oziroma osvetlitve. To je tista, ki omogoča, da vidimo. Da se orientiramo v prostoru, je lahko bolj utišena, lahko manj utišena, pa potem zmeri še dodatno. Nekima so to stoječe svetilke, so to stenske, so to talne, s katerimi potem reguliramo, na fino reguliramo potem to svetlobno sceno.
Če imamo mi recimo neko spalnico, nima smisla, da imamo mi na sredini prostora, kjer je sredina postelje neko veliko močno svetilko, in potem pač pozabimo, da imamo v tem kotu pa recimo omaro, in ta svetloba potem v samo omaro pač ne sveti več. Tako da je smiselno imeti neke dodatne lučke ali na stropu ob omari ali pa sama osvetlitev omare recimo. Ali pa če recimo, če ta omara ni povsem do stene, potem lahko tudi v to režo med steno in omaro namestimo in potem to refleks oziroma ta odbita svetloba je povsem dovolj. Še nekaj, ko smo pri spalnici pa generalni svetilki v spalnici, še ena pomembna stvar je prižiganje, ugašanje luči. Kje se to počne? Tudi to se velikokrat pozabi pri načrtovanju osvetlitve. Pač ko pridemo v prostor, je ponavadi stikalo. To je pa generalno velikokrat to. In potem si ti v postelji, luč je prižgana, pa je pa treba vstati, pa iti nazaj do vrat, jo ugasniti. Veliko se že zdaj dogaja, da je nad posteljo eno stikalo na sredini postelje, ki pa onemogoča, da bi človek naredil kako res hudo vzglavje posteljno. Tako da to je tudi ena stvar, na katero je fajn misliti. Ali pa če imamo nek dolg hodnik, da se predvidi prižiganje, ugašanje svetil na obeh straneh. Da je stikalo ob postelji, mogoče na vsaki strani pri zakonski postelji. Zdaj v teh novogradnjah je veliko več stikala. Bilo včasih, poleg stikal pa seveda tudi te pametne inštalacije omogočajo, da mi lahko upravljamo prižiganje, ugašanje, regulacijo tudi na samih telefonih, in potem je zelo elegantno, ko ti ležiš zvečer v postelji, in ti ni treba vstati in potem samo utipkaš. Ali je pa na daljinca, ko ga pa nekam založiš. Ali pa na daljinca, ki ga založiš in ki mu zmanjka baterije, oziroma se mu sprazne baterije. Ena stvar ni idealna. Skušamo približati optimalnim rešitvam. Recimo hotelske sobe so zelo dober primer, te organizacije stikal in tako naprej, ker tam mora pa zadeva vedno štimati. Mora biti varna, mora biti enostavna za uporabo in tudi energijsko zelo učinkovita. Hotelska soba je primer, ali pa apartma, primer dobre organizacije razsvetljave običajno. To je pa res, pa vedno je vtičnica poleg postelje. Da se lahko telefon polni. In zdaj tudi veliko že novih svetil, teh bralnih svetil, ki imajo samo režo za vstaviti USB, recimo, da lahko polnite telefone že v vzglavju. Tako da tudi v hotelih je to. Hotelska razsvetljava, pač mi se tudi s tem ukvarjamo. Ima pač te tipične bralne lučke ob postelji, potem neko stoječo, pa neke nežne iz stropa. Tako da hotelske sobe načeloma niso tako zelo razsvetljene, tako kot neka spalnica doma. No, prej smo pa malo se že tudi v zunanjost preselili k zunanji osvetlitvi, kjer pa je velik problem svetlobna onesnaženost. To pa vem, da imate vi veliko izkušenj s tem oziroma... Ja, veliko se s tem ukvarjamo. To je že od nekdaj problem. Ampak v zadnjem recimo 2 desetletjih ali pa mogoče celo več mu namenjamo nekoliko več pozornosti kot prej. Ker seveda svetloba se, sploh če govorimo o mestih, o naseljih, se koncentrira. Vedno več jo je in je treba paziti, da ta svetloba čim manj uhaja tja, kamor ni potrebna. V nebo. V nebo, ni nujno tudi v nebo, svetlobnih tipov svetlobnega onesnaževanja imamo več. Ni samo to, ta svetloba, ki zapušča nek prostor direktno v vertikalni smeri, ta je še najmanj moteča. Moteča je tista, ki potuje bolj horizontalno, se potem odbija od atmosfere, od oblakov, od megle, se razpršuje in potem dobimo ta, kot rečemo po slovensko, sky glow nad naselji. Ki jo onemogoča, da bi videli zvezde? To je poleg vsega ostalega, potem moti nokturne živali, kot rečemo, življenje živali, ki funkcionirajo pač v nočnem času. In tudi moti spalnice. Moti naše spanje. Če je seveda spalnica obrnjena proti cestni svetilki, ki ni ustrezno zasenčena, ni ustrezno postavljena, je to lahko sploh v poletnem času, ko včasih spimo pri odprtih oknih, zelo, zelo neprijetno. Ali pa problem recimo v naseljih, kjer so hiše ena za drugi, in potem nek sosed, osvetljuje drevo iz tal in potem recimo ta reflektor bolj v smeri proti vam, vas lahko moti
ta svetloba. Ja. Ta svetloba v spalnici. Ja. No, to je tako imenovana usiljena svetloba, Usiljena svetloba. ki spada v ta paket onesnaževanja. Ja. Ne. No, zdaj pripravlja se nova svetlobna uredba. Mi imamo že neko svetlobno uredbo, ki regulira to količino oziroma moč svetlobe, ne, pa smer svetlobe. Zdaj se pa pripravlja uredba, ki bo na določenih segmentih upoštevala tudi to. Ne, to usiljena svetloba, recimo, da sosed sveti tebi v spalnico in tako naprej. Bo malo bolj kako bi rekel, rafinirana, ne, v detajlih. Ne. Pa seveda, da imamo zdaj drugačne svetlobne vire kot takrat, ko je bila prvotna uredba v bistvu sprejeta. Ne. Vse to bo zdaj ta nova skušala nekako zaobjeti, ravno tako barvna temperatura. Ne. Se pravi, se nižajo se barvne temperature, se pravi v območjih, ki so recimo spomniško ali pa naravno zaščitena, ne, bo ta temperatura 2000 Kelvinov, sicer pa 2700, 3000 je že zdaj skoraj malo visoka, visok podatek. Ne. Tako da se razvija dejansko zadeva. Ne. Je pa jasno, da onesnaževali bomo vedno. Ne, svetlobo in z vsem ostalim, ker vplivamo na ta način na prostor. Ne. Čim prostor nekaj postavimo, nekaj osvetlimo, onesnažujemo. Temu se ne moramo povsem izogniti, nemogoče. Ne. Lahko pa omejimo, ne, ali pa da ne motimo soseda, da ne ustvarjamo teh nočnih presežkov svetlobe, ko dejansko svetlobe ne potrebujemo, tako kot ste vi že prej omenili, na terasi v polnoči, razen če ni zabava, da potrebuješ svetlobe, ne, za nek normalni ritem življenja. Stranke so dosti ozaveščene, ker tudi sprašujejo, recimo, kako je s tem, ali lahko imam to luč, bo motila. Tako da kar pazijo, da bi, ne vidimo tako, da bi zdaj kupovali kar neke reflektore, da bo svetlo navzgor, ampak se večinoma odločijo za neke svetilke po fasadi, ki svetijo navzdol, redko tudi navzgor. Ne vem, potem osvetljujejo zunaj izključno kakšne grmičke, da, ali drevesa, da gre svetloba pač v samo krošnjo, ne da bi sama po sebi svetila navzgor v nebo. Tako da to pač vidimo, da kupci so osveščeni in smo veseli tega. Ko sem živela na Kitajskem, tam vse utripa in je vse osvetljeno in pač cele fasade se spreminjajo barve. Ampak ob 10, konc. Se ugasnejo vse svetilke, cela mesta, v Šanghaju je cel bunt. Svetijo ob 10 je konc. Ampak cestna razsvetljava ostane. Cestna razsvetljava ostane, ampak te fasade, ki pač pri njih so res zelo, zelo dekorativne. Tudi RGB, barvno. Ja, to se spreminja, celi 30-nadstropni nebotičniki po vseh straneh obdani z ledicami in svetijo. Ob 10 je konc vsega. Tudi za novo leto, recimo, ni dlje, pač to je to. Kaj pa svetlobne tehnologije? Kako vplivajo na področje svetlobe v arhitekturi? Malo smo o tem že govorili. Kakšna pa je prihodnost? Prihodnost je svetla. Zdaj, ledico imamo zdaj kot nek splošno uporabljen, ona je že tukaj. In zdaj v določenem segmentu bo šlo seveda v rafinacijo tega, se pravi vedno bolj nekako prilagodljivo, tehnološko, nastavljivo, spremenljivo in tako naprej, softversko, hardversko. Potem so pa še neki svetlobni viri, ki jih sicer že imamo, ampak zelo veliko obetajo, pa tehnološko še niso toliko razviti, da bi lahko postali komercialno zanimivi. Recimo bioluminescenca je eno tako področje, ki sploh ni novo, že zelo staro, se pravi. Nekih bioluminescenčnih procesov, ki v živih bitjih nastajajo. Zdaj so to rastline, so to živali, ampak je to nek potencial, ki sigurno čaka. Potem je tudi biofilna razsvetljava. To je nek, bom rekel, trend, ampak neka smer, ker mi sploh s pomočjo naravne svetlobe, moramo vedeti, da je naravna svetloba ravno tako gradnik prostora v dnevnem času. Naravne svetlobe, zelenja in potem vode, se pravi naravnih elementov, dosegamo potem učinke v prostoru. V dnevnem času. To je tako dosti močno področje zdaj v arhitekturi, ki zdaj dobiva nek zagon.
Se pravi, kako čim več narave pripelje, sploh v mestih, ne? Ker vemo, da so naravni elementi omejeni, in kako zdaj s pomočjo naravne svetlobe, zelenja, ki ga lahko pač posadimo, ga lahko namestimo v prostor, vodo, ki jo tudi pripeljemo in omogoča spet neko dinamiko, reflekse in tako naprej, ustvarimo to približevanje, umetno približevanje nazaj naravi. Ja, tako kot ste vi rekli, veliko svetil, tudi zdaj ima neko rastlinje v samim, ali da je mah, da so neke rožice zraven, zato da pač malo bolj tako vizualno nam pričara neko naravo v prostor. Poleg tega seveda ta prilagodljivost, regulacija svetlobe, to je čedalje bolj pomembna stran, ki se čedalje bolj za to odločajo. Tako glede izbire temperature, kot same jakosti, seveda uporablja pametnih inštalacij, pametnih hiš, to se seveda je čedalje več tega. Se mi zdi, da in pač vsi ti načini dajo pač tudi potem arhitektom možnosti za različne kreacije v prostoru, kar pač se domate. Če so arhitekti prisotni, seveda. Pri projektu. Ko pač pri projektu arhitekti niso prisotni, je pač zgodba majčkeno drugačna, tam pač skušamo mi majčkeno še pomagati. Ampak načeloma pač vidimo, da čedalje več strank se odloča za arhitekta. Ja, meni je tako svetloba kot sama svetila, kot estetska telesa so mi zelo ljub gradnik ambienta, veliko vlogo v tem, zakaj meni to tako ljubo igra tudi Tomaž, ko me je na fakulteti davno nazaj navdušil nad svetlobo. Imate mogoče še kakšno misel za naše poslušalce? Jaz bi tako rekel, da je enako pomembno kot to, kaj osvetlimo, je pomembno to, česa ne osvetlimo. Da ustvarimo neko ravnotežje v prostoru. Nikdar ne smemo vse, ker pač tehnologija to omogoča, produkti omogoča, ne smemo vse. Ampak je treba dejansko znati ustvariti neko ravnovesje med svetlejšimi in temnejšimi. Se potem seveda glede na funkcijo prostora, razpoloženje uporabnika in tako naprej lahko regulira. To bi bila ena taka generalno priporočilo, in seveda uporabiti nasvet strokovnjakov, ki se pač... Ta tehnologija je tako napredna, postala tako komplicirana, da je zelo težko slediti laiku. Še nam, mi moramo biti neprestano v stiku z temi najvišjimi, recimo prej smo tehnologijo omenjali, recimo laser je tudi ena taka stvar, ki bo v prihodnosti služila ne samo v industrijske, vojaške in naprej, pa tudi za osvetljevanje, potem so kvantne točke. To so res ti fizikalni, ki so na nivoju zdaj fizikalnih, teh osnovnih raziskav, ampak bodo s časom, tako kot je ledica, bojo prišle v bistvu v tako generalno uporabo. Moj nasvet iz prakse bi bil pa mogoče ta, da recimo stranke ne želijo prihraniti pri samem načrtovanju, po domače rečeno ne šparajo pri arhitektu, pri načrtovalcu razsvetljave, ampak mogoče se to dobro pripravijo, pa potem lahko mogoče tudi z malce cenejšo razsvetljavo, s cenejšimi svetili dosežemo zelo podobne učinke, če so le te pravilno načrtovanje. Odlično. Najlepša hvala vam za obisk. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni. Hvala za povabilo in nasvidenje. Za povabilo,